To je zvok, ki ga v teh dneh slišimo iz slehernega gozda. A to je tudi zvok, ki je zavedno zaznamoval številna življenja, nekatera tudi usodno. Motorka cefrat tkivo, odžaga vse od mehkih tkiv, živcev, žil do kosti in tudi te poškodbe so težke za skrbeti. Poleg motorne žage hude poškodbe povzročajo tudi padci dreves. V veliki večini gre za hude poškodbe glave, zlome in raztrganine. Vsekakor je teh poškodb bilo lanskega marca zanemarljivo, letos smo jih imeli pa 233. S prihodom lepega vremena se bo to število še povečalo. Zmanjša ga lahko le pravilna oprema gozdarjev, v katero spadajo čevlji s kovinsko zaščito, protiurezne hlače, rokavice in najpomembnejše zaščita glave. Gozdarska čelada lahko reši življenje. Tudi sam sem bil že v situaciji, ko je prišlo do nesreč. Imam tudi prijatelji, ki so tako nesrečo preživeli, nekateri žal niso. Če simuliramo takle kos veje, ki pade z 20 metrov na glavo, je smrten. Če pogledamo, ga bom vrgel z 2 metrov. Poglejte, kakšno luknjo je naredil v zemlji. To pa je prikaz najpogostejše poškodbe v gozdu. Motorna žaga v sekundi raztrga vse, kar pride pod njo. Hlače so se raztrgale, noga pa je ostala cela, kar lahko vidimo tudi tukaj. Vlakna v zaščitnih hlačah zablokirajo žago in preprečijo poškodbe. A kaj, kot je varnostne opreme na trgu že primanjkuje? V 2 mesecih po naravni katastrofi smo prodali dejansko letno količino zaščitne osebne opreme za varno delo v gozdu, tako da ne dohajamo povpraševanja. Ker žage pojejo od zore do mraka, na servisu motornih žag neprestano garajo že 2 meseca. Najprej so bile izredne razmere v gozdi, zdaj se je pa to preselilo v našo delavnico, v servis. Veste, koliko je dela, tako da kar težko zmoremo. In ker je v gozdovih nastalo za več kot 200 milijonov evrov škode, jim dela še nekaj časa ne bo zmanjkalo.